1 leto in pol. Čas, ki sva ga potrebovala, bolj kot sva mislila. 1 leto in pol. Čas, ki sva si ga vzela zase, en za drugega, za razmislek. 1 leto in pol je bilo potrebno, Da sva se odklopila od vsakodnevnega ritma najnega prejšnjega življenja. da sva izpustila vse pretekle norme in pričakovanja, ki so nevidno diktirala najino pot. 1 leto in pol novih izkušenj, 1 leto in pol novih spoznanj, 1 leto in pol za umiritev, prerojenje in postavitev novih temeljev, ki bodo kot svetilnik pri koraku v novo smer. Po 18 mesecih ponovno v domovini, v objemu družine in v nestrpnem pričakovanju, da v živo poklepetava s prijatelji, ki so bili prej na voljo le preko naših malih ekranov. Že sedaj dobivava kar nekaj vprašanj na najnih livestreamih in v privatnih sporočilih, kaj naj jo čaka. Kaj bova sedaj? In po 1 letu in pol lahko s ponosom poveva, da naj jo čaka odprtje novega poglavja v življenju, ki naj jo iskreno kar malo straši. Odpravljava se v čisto svojo smer, na podjetniško pot. Pot, za katero veva, da ne bo najlažja. Pot, ki ni najbolj sigurna. Pot, ki bo zahtevala ogromno truda. Ampak, če so kaj spoznala v tem 1 letu in pol, je to, da znava. Sva sposobna in nobena ovira ni previsoka, če imaš dovolj delovne vneme in zagona. Pred odhodom v tujino sva si rada ponavljala stavek, da nimava kaj izgubiti, saj se v domovino lahko vrneva kadarkoli. Sedaj sva ta isti stavek le malo obrnila na glavo. V redne službe, ki sva jih opravljala predtem, se namreč vedno lahko vrneva. V 1 letu in pol sva spoznala, da sva vedno lahko pridna delavca za nekoga druga in da nekomu drugemu omogočava, da gradi svoje sanje. A pri tem ti velikokrat zmanjka časa za sledenje svojim sanjam. Kot sva že marsikdaj rekla, sreča spremlja pogumne in čas je, da tudi midva ujameva svoje sanje. Kaj bosta torej počela Ponč in Sonč? Začetno idejo ste nama dali kar vi, najni zvesti gledalci, sledilci in prijatelji. Prvi večji projekt bo pospremiti manjšo skupinico popotnikov, da gremo skupaj po najnih stopinjah in raziščemo Indonezijo. Bolj natančno avanturistični otok Java z vulkani in zatem še slavni tropski otok Bali. Uradno so odprla prijave na prvo Ponč Sonč ekspedicijo, na katero se lahko prijavi kdorkoli. Imeli se bomo krasno, saj bova vzela le manjšo skupinico do 16 popotniških duš. Če te kaj takega vleče, imaš v komentarju in v opisu videa najin e-mail in nama le napiši. In kaj potem? Jaz se bom vrnil k temu, kar počnem najraje. Vihtim najinega Sonija. Fotografiranje in snemanje porok ter biti del tako nepozabnega dne je nekaj neprecenljivega. Da ženinu in nevesti uvekovečim spomin na najlepši dan, to je dar. Je nekaj, kar me izpopolnjuje in kar rad delam. Kdorkoli bi si želel, da mu napravim večni spomin, naj le potrka na moja vrata. Čeprav sva v 5 letih, kar objavljava najin YouTube kanal, delila že ogromno znanja, tako preko videov, vlogov, livestreamov in najnih socialnih omrežij, ter čeprav redno odgovarjava na e-maile in privatna sporočila vsem, ki naj jo kontaktirate, si želiva, da najno znanje in podajanje nasvetov dobi še več prostora in moči. Ko sva se midva pripravljala na odhod v tujino, nama je neizmerno veliko pomenilo, da nisva potrebovala informacij iskati na 100 koncih in krajih, ampak da nama je nekdo v 1 uri strnjeno le te posredoval, ponudil koristen nasvet in nama dal usmeritev. In ravno to bi si želela dati tudi vam. Na razpolago vam bova za popotniško svetovanje 1 na 1, kjer se vam brezpogojno posvetiva, odgovoriva na vaše vprašanja, vam svetujeva in dava uporabne nasvete iz prve roke. Nima veze, a si solo popotnik, če potuješ v paru ali pa če iščeš informacije za družinsko potovanje. Lahko tudi pomagava pri iskanju in nakupu ugodnih letalskih kart ter nastanitev po vaših željah. Za tiste najbolj zasedene pa tudi pripraviva celotno potovanje. Vso pot začrtava, splanirava plan potovanja po dnevih, izbereva prenočišča in poiščava letalske karte. Vi praktično samo spakirate kovček in se odpravite na pot. Ker sva zelo vešča tudi v pripravljanju video vsebin za socialne medije, kot sta TikTok in Instagram, sva odprta tudi za kreiranje vsebin za vaše podjetje.
Pa še bi lahko naštevala. Dela in idej pri nama ne zmanjka, pa naj bojo to potopisna predavanja ter seveda še naprej ustvarjanje vlogov za najin YouTube kanal. Verjetno si že dojel, da je to drugačen tip videa. Torej, kaj lahko od sedaj naprej pričakuješ na najnem YouTube kanalu? Čist preprosto. Več sprotne vsebine, kako se najino življenje odvija sedaj, ko sva nazaj v domovini. Po desni se voz, po levi se pa prehteva. Po desni se voz, po levi se pa prehteva. Pa desno je lažje zaviti ka levo. Pa desno je lažje zaviti ka levo. Levo je problem. Ja, zdaj imaš druge ceste. To je čist čudno, je to čist nenavaden. Sej bo. Redi punč. Mail bova poslala? Ta prvi mail za potovanje? Kje je tvoj prstek? A je, PDF je. Je, imaš vse. Čakaj. Čakaj, da kje imaš prstek. Ok, 3. Vas kaj poslala? Čakaj, da vidim. Cent, a je? 3, 4, zdaj. Yes! Bravo ti! V vmesnem času, ko pa se ne bova ukvarjala z najino podjetniško potjo, pa bo vam hodila še vsa vsebina, ki je niso uspela objaviti iz 1,5-letne poti. Tako boste lahko gledali najino raziskovanje in delo v okviru Working Holiday vize na Novi Zelandiji, ter vse države, ki sva jih obiskala poleg Nove Zelandije. Recimo road trip po strašni Avstraliji, futuristični Singapur, ki je pravo mesto prihodnosti, za naju že nostalgična Turčija, 1,5-mesečno raziskovanje Indonezije ter seveda prostovoljno delo na otoku Lombok, kjer sva prisrčne otroke učila angleščino. Skratka, čaka nas en velik miks različne vsebine. Zdaj verjetno že poznate nadaljevanje in kaj bova rekla. Ne se pozabiti naročiti na najin kanal, da česa ne zamudite. Če pa bi nama radi še kako drugače povedali, da naj jo radi spremljate, pa vas le prosiva, da vlog delite med svoje prijatelje in nama v komentarjih pustite kakšno lepo besedo. Ful sva hvaležna za vse vas, ki naj jo spremljate, pa naj si bo to od začetka ali pa če ste se pridružili bolj pred kratkim. Hvala za vse in se vidimo v naslednjem vlogu.